Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 34. epizodo podcasta Goreči grm. V njej gostim Miha Lavtarja, ustanovitelja in direktorja podjetja OptiWeb, znanega po izdelovanju spletnih strani, različnih njihovih komponent in tudi po digitalnem marketingu. Podjetij, ki so podobna kot OptiWeb, je seveda v Sloveniji veliko, vendar pa je Miha poseben vsaj po 3 stvarih. Najprej, začel je zelo mlad. Potem šola mu ni bila ravno najpomembnejša stvar v življenju in tretja stvar, njegovo podjetje že 13. leto zapored raste po številu zaposlenih. Pri Mihu mi je zanimivo predvsem to, na kakšen način se vedno znova prilagodi različnim novim situacijam. Kljub temu, da se ima za introvertiranega, me navdišuje njegova sposobnost predajanja dela naprej in velikega zaupanja v soljudi. Vsako delo, ki se pojavi, skuša dati kar se da hitro naprej. Njegova pot skozi njegovo 3. desetletje, torej v letih od 20 do 30, je bila za slovenske razmere, ki so sicer zaznamovane s študentskim življenjem, zelo nenavadna. In prav zato se lahko iz nje marsikaj naučimo. Te zanima več? Piši na matej@socialna-akademija.si ali pa se pridruži Facebook skupini Goreči grm. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živo, Miha, dobrodošel v mojem podcastu. Zdravo, Matej, hvala za povabilo. Zelo z veseljem, redko gostim tako uspešne podjetnike, vem pa, da za vsako dobro izložbo se gotovo skriva tudi kaj ranljivega. Zdaj bova videla, koga bo prišla in v pluse in v minuse. Zagotovo je pa najbolj navdihujoča ta nenavadna, skoraj eksponentna, boš ti povedal, rast tvojega podjetja. Da greva najprej graf narisati v zvočni obliki, se pravi, kdaj si začel z nič zaposlenih, koliko jih je zdaj in kako je šlo to približno po letih? Ja, začel sem pri 19 letih, itak. Počas dodajal študenta, 2, 3. Na začetku logično gre zelo počas. Jaz sem začel še ne iz faksa, delal sem pol leta faksa, pa sem videl, da je toliko posla, da se bom mogel odločiti ali faksa ali podjetništvo. In glede na to, da sem zmeraj bil bolj slab učenec, dajmo reči, na faksu pa v srednji šoli, sem rekel, to je zame super istočnica, super priložnost, da pač se dokažem, mogoče doma, pa vsem v okolici, da se to da tudi brez šole narediti. Pa tako, ker ni v navadi, sploh mogoče Slovencev, da to narediš. In lahko rečem, da sem najbolj srečen, da sem to naredil, zaradi tega, ker podjetništvo je bil moj faks, na kjer sem bil na eni strani in učenec in predavatelj. In moram reči, da res toliko stvari sem se naučil iz svojih izkušenj, predvsem iz svojih napak. Žal, ampak tam se itak največ naučiš. In ja, pol je nekako, bi rekel, do 5 do 10 ljudi je šlo zelo počas. To je bilo recimo 2013, 2014 nekje. Potem se je pa začel, potem sem pa dobil par pravih ljudi, ki so mi pomagali. In Roka Megliča kot svetovalca, naprimer v eni fazi, in Urška, ki je prišla za HR funkcijo. In ja, par teh ljudi je dal res tak noro dober pust, se pravi, kaj bo kakšna angleška beseda, kdaj je šla, da smo zrasli, da smo začeli res dobro rasti, da smo začeli procese postavljati, predvsem, da smo tudi spremenili nek mišljenje ljudi, mindset, da se da nismo mi smokereni, ampak bomo pa postali boljši, bomo rasli in evo, tako smo zdaj po, koliko je zdaj, 13-14 let, nas je bili 70 in tako, kot si že sam rekel, super zgleda na prvo žogo, ampak v zadju je pa ogromno izziv, težav, ki jih imamo ne samo podjetniki, ne samo tisti, ki je nekako v ospredju, ampak definitivno tudi sodelavci imajo ogromno izzivov, s katerimi se spopadajo. Pol je rast res bila eksponentna, ne? Na začetku počas, po 1 do 2 na let, čeprav razumem, pol pa koliko je bil največji skok v enem letu, recimo, če znaš, se spomniš kaj? Dobro vprašanje.
Težko rečem, ampak dajmo reči 20 ljudi, ki je ta zgolj. 20 več na 31. decembra kot 1.1. Ja, blizu, mogoče kaj še meni, ampak ne pa bistveno. Ja, to je pa res 15 zahteva. pa sigurno, ja. Pa to so, koliko jih je od tega recimo na rednih zaposlitvah, koliko jih šteješ rednih, koliko je pa takih zunanjih, ki so vseeno malo tako prek podjetij? Velika večina so redno zaposleni. Saj tam med 55-60 jih je, tam nekje 55, vem, da jih je na 55-60, no, jih je bilo na zadnje, kar sem gledal na plačilki. Zakaj ti je pa redna zaposlitev toliko bistveni element, da večinsko to počneš, čist zaradi odnosa, da se počutiš bolj, oni počutijo varni, da skrbiš za njih, a je varnost pri teh kadrih, ker večinoma imate mlade, ne? Tako. Še toliko pomembna jim? Jaz bi rekel, da ja, ne vsem in to tudi ponovadi vprašamo konc koncev, ampak ja, si kar dobro povzel, da ta pripadnost je mogoče drugačna, če je nekdo zaposlen in pol ga probamo tudi tako tretirati, da je res del v narekovaju familije, del družine in da probamo tudi mi njemu pomagati, da raste in on se pa tudi na eni strani zaveže, da bo delal ne samo z nami in tako skupaj rastemo. Ja, normalno prakticiramo pa tudi zunanje sodelavce, zunanje svetovalce, prvotno so pa zaposleni. Ja. Zdaj smo govorili res samo o tistem, kar mene tako na prvi uč najbolj fascinira, ampak pejva zdaj tudi to, zakaj sploh oziroma kaj sploh počnete. Danes težko rečemo, da ena firma dela spletne strani in je to, ali bi to lahko v enem stavku tako povzel? Ne, absolutno ne, daleč od tega. Če bi že v enem stavku ali pa v parih besedah pomagamo podjetjem na spletu, na digitalu, da doseči čim boljše rezultate prek njihovih kanalov, ali je to spletna stran, spletna trgovina, neka aplikacija, dosti delamo konfiguratorjev, naprimer PIM sistemov, Product Information Management, oziroma na drugi strani, ko imaš to, je treba oglaševati, je treba marketing furati, tam pa poskrbimo z drugim delom ekipe z marketing oddelkom, kjer pa delamo Google, Facebook, Instagram, se pravi, velike ne vsa ta digitalna oglaševanja s poudarkom na strategiji, da postavimo strategijo, da se stranke usedamo in jim pomagamo celostno. Tudi s svetovanjem, kako sploh zadevo voditi. A se bi dal tako razrez narediti, recimo, koliko ljudi ti dela na produkciji spletnih strani in vseh njim podrejenih aplikacij, recimo nekih trgovin pa nekih appov, koliko pa na drugi strani dela bolj te marketinške stvari, da poste oblikuje, CGP-je in podobne stvari. A je to možno razdeliti na dva kosa ali ne? Kar težko, ker se precej spreminja, ampak nekaj malega več je na developmentu oziroma na development delu, dajmo reči 60-40. 60 programerja, recimo pa 40 marketerjev, ali kaj? Ne, v bistvu pod development štejem tudi vodje projektov v development oddelku, se pravi project managerje, na drugi strani inženirje, to dvoje predvsem, no. Pa imate vi kakšen tak produkt, ki se ga množično prodaja, ali dejansko vsaka stranka je posebej obravnavana? Žal še ne. To je en izmed ciljev v naslednjih, težko reči mesecih, ampak mogoče letih. Bolj agencijski tip posla, ne? Zaenkrat ja, ampak ta tip dela je precej težak, težko skalabilen in zaradi tega več čas smo na preži, kako bi pa lahko to spremenili v bolj produktno orientirano podjetje. Ali je to, da naredimo nek produkt, mogoče neki stranki in tistega pol prodajamo naprej, ali pa mogoče tudi konec koncev, mi imamo toliko širok spekter storitev, poleg tega, kar so že rekla, ima tudi sodelavka na HR-ju, res ogromno izkušenj, plus jaz tudi, so oba v temu HR delu zelo močna. In pa, naprimer, finančni del zdaj smo tudi kar dobrega naštudirali, da ga Jana lepo povezala v neko celoto, kako naj bi finance v podjetju izgledale, kako se jih vodi, analizira. Tako da sanjamo tudi o tem, da bi mogoče kakšno podjetje ali en del kupili, ali mogoče, če je v kakšnem slabši situaciji, ali konc koncu, če bi videli, da jim ta del, ki ga mi delamo, res pomemben, pa bi se nekako partnersko združili tudi na nivoju kapitalsko, kako bi rekel, oziroma lastniško. Ja, mimo vrste ste zamudili, ne? Ja, mogoče je to še kakšna prevelika zgodba, ampak kakšna majhna bi štartali, to nam je neke sanje, no, da nekaj tazga naredimo. Ker enkrat sem v enem zelo dobrem podjetniškem podcastu poslušal, da ta prav podjetnik si takrat, kadar znaš množično prodajati, kadar nisi agencija in ne obravnavaš vsake stranke posebej, ampak znaš množične produkte delati, ne. Pol sem pa v bistvu, je bilo tudi iz tega izpeljan, pa tudi sam sem razmišljal, ne, dovolj dobro je pa, če že svoje procese toliko poštimaš, da stranke po tekočem traku obravnavaš, ne, se pravi, da ne greš čisto vsakič iz nule, ampak da
imaš že neko drevo odločanja narejeno in rečeš, to je to in jih šibaš po tekočem traku. Ne? To je pa tudi ena umestna možnost. Ne? Nekaj moraš imeti. Pri nas imamo tudi zelo, zelo dobro narejene te onboarding procese, se pravi, kako človeka novega zaposlenega uvedemo. In na eni strani čisti se splošne stvari, imamo priročnik, kjer je vse napisano okrog naših pravil in pol tudi za samo funkcijo, naprimer vodje projektov v razvojni ekipi, je res dobro popisan, kaj, kako, zakaj, kje se lahko spotakneš, da se ne spotakneš. Tako ta proces se mi zdi, smo že kar dobro naštudirali in ga vsak let še zelo izboljšamo in tako, kot si rekel, to je ena dodana vrednost, ki je lahko razlikovalna prednost oziroma pot do večje marže. Čeprav razumem v teh letih, koliko je zdaj let podjetnje staro? Tam 13, 14. Se pravi, z 2,9, 2,8 si začel. Se pravi, takrat si bil star, zdaj zihar vsi računajo, veš. Letos bom 33, tako da ne bo treba računati. Včasih moram še jaz pomisliti, kako bom že letos. Daj mi povej zdaj to, kar je point tega podcasta z naslovom Goreči grm. Tvoj Goreči grm, rečva zdaj, da je bil eden od ta glavnih tam pri 19. Kakšen je bil Miha Lavtar takrat, kako mu je šla šola, se nekaj si že nakazal, kakšen je bil njegov odnos do družine, kako je preživel prosti čas in kaj se je pol zgodilo v tem gorečem grmu, da je stopil na to pot? Ja, moje otroštvo, mladost je bila zelo burna. Moji starši so imeli veliko dela z menoj, moram reči, ampak te stvari so pol pomagale pri podjetniškem duhu, definitivno. Bil sem pri skavtih nekaj cajta tudi aktivne in evo, moje ime je bilo Nesite afnah machen marjasc. To je bila neka krašava iz nenasiten, ker sem res ogromno pojedel, zdaj ne bi rekel, ne? Sem zelo suh. Gmachen afna je kot IT, se pravi, da se ukvarjam, že takrat sem se s tem izdeljem malih rov, z računalniki pa tako naprej. Gmachen pa kot nagmachen, se pravi, nikoli primer. Zdaj sva začela tudi odkrivati tvojo geografsko pripadnost, ne? To je bila Poljanska dolina. Res je. Se to je gotovo kdo že prej opazil, ker tega ne skrivam, to mi je, nareče so mi nekaj najboljšega. In bil sem aktivn res na 100 mestih, tako kot sem rekel, skauti, pol klub študentov, zelo dolg časa, oratori, mislim, da 10 let. Čeprav študent nisi bil dolg časa, ne? Ne, to je res, bolj dijaška sekcija, bi lahko rekel, ja. Tam smo ga res prelumpali, pa naredili ogromno dobrih stvari. Polo, ja, oratori 10 let, učil sem smučanje 10 let, nogomet, ni, v glavnem, povsod me je bilo dost. Res je, da smo ga tudi veliko, dajmo reči, sralo okrog, tako da je bilo tudi te dejavnosti zelo, zelo veliko in po noč nas tudi velikrat ni bilo doma. V glavnem, doma sem res kar preglavice povzročil. Ampak s tem sem dobil tudi ogromno vez, ogromno poznanstva, ogromno ljudi sem spoznal. Pa tudi na nek način sem se naučil tem, mogoče malo komunikacije, organizacije. Dobiš neko širšo sliko, se mi zdi, skozi te aktivnosti. In pol kasneje, sploh v podjetništvu ti to pride zelo, zelo prav. S tem tudi odkriješ konec koncev, kva ti je všeč, kva ti mogoče ni in evo, pol pride ta tvoj goreči grm, ki nekako najbolj gori in iz tistega porata, naprimer, podjetje. In zaradi tega vsem mladim priporočam čim več aktivnosti in tudi pol mogoče v študentskih letih pejte delati, ne vem, jaz sem na žagi sem delal, v neki proizvodni, pol nekaj časa tudi v moji branži, v glavnem sem kar nekaj stvari delal, tako fizičnih kot na računalniku in tudi skozi tisto si videl približno, kaj je zate in kaj ni. Jaz sem belke 2 leve roki in sem videl, pač to ni zame, jaz v temu ne uživam, nisem dober in zakaj bi to delal. In tako sem prišel od tega. Ampak ta goreči grm je vse en trenutek. Recimo, kdaj si dobil prvi biznis računalniški ali pa je to že to pri 19 ali je bilo že prej kaj? Ja, že prej je bilo prek študentske napotnice, ta prvi, ki pa lahko rečem, ta je pa naredil razliko, je pa bilo, ko sem prodal domeno prevajanje -besedil.com za 2000 evrov. Wow. In to je bilo v tistih časih res ogromno, prek študentske napotnice, to je bilo zame opala miško. Prek napotnice si prodal domeno. Ja, tako je. In to je bilo tisto, evo. In koliko si gor napisal? Ja, jih je bilo kar nekaj. Nekaj, to moraš, tam je formula ni intelektualne lastnine, ne moreš načeloma prodati, ne? Ja, drži. Število ur krat cena, vedno, ne? Je bilo treba razbiti na kar par napotnice. Ampak ja, res dober občutek, no, ko mi je to uspelo in je bila potrditev, da se da to narediti. A to si investiral v to domeno nekaj let pred tem, ali kaj? Ali si jo kupil, ko si videl, da jo bo en rabo, ali kaj?
V bistvu sem jo kupil zaradi tega, ker je bil dogovor z eno stranko, da jaz postavim vse, se pravi spletno stran, zoptimiziram, oni prispevjajo samo tekste. In njih se spravil gor na iskalnikih, ogromno ključnih besed, kot so prevajanje besedil, angleščina, slovenščina itd. In pol nekako smo se s tisto stranko rašli, oziroma sem našel boljšega kupca. Domena je pa bila še zmeraj tvoja. Domena je bila moja. In na to sem začel delati za tistega novega kupca, in ko sem videl, da je domena itak ključna stvar za njih, da ohranijo to, sem jim dodatno še domeno pol prodal. Tako nekako, v bistvu sem upsellal že takrat zelo dobre stvari. No. Ta posel z domeno se je zgodil pri 19, ali kaj? Mislim, to je bilo še malo prej. Aha. Mislim, da je bilo to še malo prej, oziroma tam 18-19 let tam nekje. No. In pol si pa kmalu za tem podjetje odprl, ali kako? Tako, ja. Najprej mislim, da je bil popoldanc, pol pa ta prav podjetje. No. To se pa iskreno ne spomnim zdaj čisto. Koliko si pa razmišljal, preden si podjetje odprl, oziroma kateri razlogi so te sploh potisnili v to dilemo oziroma situacijo? Po mojem je bilo to takrat, ker sem se odločil naprej faks ali pa podjetništvo, in ker sem se za podjetništvo odločil, itak ni druge, kot da odpreš in začneš greš full in na polno, in je to bilo sam del tega. Se mi zdi, da sem dosti, mogoče lahko rečem impulziven, ali pa saj nima strah nekih mogoče malo večjih korakov dela. To mi je bilo zmeri zanimiv, zmeri mi je bilo v izziv, tudi te spremembe, agilnost, s tem res nimam težav. In že takrat, to je bilo za me nekaj, ok, gremo, akcija. Sploh nisem kaj veliko po moje razmišljal, samo gremo pa da vidimo, kaj se naredi. Pa si čutil kakšen čustveni pritisk kot staršev ali pa koga drugega, ali ne? Najprej šolo, ker to sploh v Poljanski dolini po moje in podobnih krajih, pa nič slabega, ker tudi sam po očetu izhajam iz tam, pa po ženi iz Sevške, pa tako naprej, ne? Ampak si čutil kakšne pritiske? No, pa zelo dobro poznaš in si mi vzel iz jezika. Starši so bili zelo, tako kot si rekel, oziroma predvidevam, kar si mislil, šola, faks, služba do konca življenja, to je to. Pa doma hišo sam narediti, itd. Jaz sem bil pa upornik in ko mi ni šel v srednji šoli, normalno je bil že takrat pritisk, ampak jaz sem se hotel dokazati. Mene je to podžgal in s tem sem dobil energijo, da jim pokažem, da se da to drugače, da jaz smo neko svojo pot in to jim pokazal, da se da. Pa daleč od tega, da oni ne bi bili moja podpora. Zmeri so me podprli, čez zmeri. Še zdaj so, ne? Saj ti si na postih objavljal, kako ti oče pomagal v nove prostore urediti. Tako, zmeri so bili. Pred letom ali dvema. Tako, malo sem se mogel dokazati in prepričati, ampak mislim, absolutno, tudi če bi šlo slabo, mi je pomagala v to, nimam niti kančka dvoma. Ampak njuna pot bi bila definitivno zame precej drugačna, oziroma čist drugačna. Kar neč narobe s tem. Tako da meni je bilo to super. Pa si v bistvu jih prehiteval v tem uporništvu, preden so oni neke ukrepe začeli izvajati, naprimer te postaviti pred vrata ali pa, ne vem, a veš, ko starši vidimo, da otrok ne gre tako, kot smo si zamislili, ponavadi začnemo neke kontraukrepe delati, ne, ampak ti očitno so imeli tvoje zaupanje, ali kaj? Tako ne bi šla tako daleč. Skušala sta mi pač svetovati, pomagati, definitivno pa ne, da bi mi na fizični način to omejevala, ker sta še zmeri verjela vame. Ne. Ti si bil upornik, si rekel, ampak kako sta ona dva tebe dojemala, si imel še zmeram njuno podporo, kljub temu, da si bil upornik? Ali? Ja, jaz bi rekel, da ja. Dojemala sta me kot res slabega v šoli, pa dvomila vame, do kje bom jaz lahko prišel. Ampak pokaj sta videla po mojem nek napredek, da zadeva gre v ok smeri, sta skozi bolj me začela pri temu tudi podpirati. Tako, kar poslušam pogovore s podjetniki na raznih podcastih, opažam, da rečva pol, no, to obžalovanje, da niso neke stopnje visoke izobrazbe dosegali, nekje po moje pol porazdeljeno. Poslušal sem že podjetnike, ki so po moje iskreno rekli, da čisto nič ne obžalujejo, pol pa tistih, pa ne, da bi oni res obžalovali, ampak kar nekaj jih je kljuval, joj, tle pa nisem, ne, pa to, kako je s tem pri tebi? Če bi lahko še pol leta faksa ne bi naredil. Niti pikica obžalovanja, ker res iskreno si ne predstavljam, kje bi se lahko več naučil. Si ne predstavljam in iskreno verjamem, da ni možno se drugje več naučiti, kot v podjetništvu. Tak je pač samo moje mnenje, verjamem, da hvala Bogu ne mislijo vsi enako, ampak predvsem je podvisno od tebe kot posameznika. Jaz sem se znal motivirati sam sebe na tistih področjih, kjer so mene zanimali. In me šola enostavno ni dosti motivirala, oziroma se nisem jaz dosti znal motivirati za tiste... Za njo. Tako, za njo. Se to je problema, veš.
ta dilema, a moraš šola tebe motivirati ali moraš ti sebe za njo, ne? Ne, se strinjam, da moraš ti sam sebe zmeri motivirati, sploh če se hočeš zapolniti neko vsebino. Napiflat, ok, to mogoče, da šola motivira zaradi ocena, ampak precej premalo imamo pa nekaj izobraževanja lih o tem, kako se zdaj sebe motivirati, oziroma kako vsebino, ki jo prejemaš, kako jo nekako uporabiti v praksi naprej. Ker kot podjetnik se pa učiš tisto, kar ti tisti trenutek potrebuješ. In takrat se največ zapolniš. Jaz, če bi gledal, kaj sem se iz srednje šole ali pa faksa zapolnil, zelo malo. Zaradi tega, ker nisem dal tega nikoli v prakso, ker takrat sem se na pamet učil karkoli drugega in to je zelo neefektivno. In jaz srčno upam, da se bo ta koncept začel spreminjati, ker zdaj, če pomislim, bi svojega sina hčerko dal na faks, zelo odvisen na kater faks. Za medicino ne? Za medicino pa ajde, pravo še tudi, naprimer. Ampak kaj drugega, koliko, naprimer računalništvo, zelo vprašanje. Zelo vprašanje. Bi že raje šel kakšnega privat učitelja investiral, če že ne v direktno podjetje. Ne? Dejansko. Dal kapital, budžet, evo, tukaj imaš toliko pa toliko 1000 evrov, zdaj je pa na tebi. Zberi si izobraževanja, uč se, delaj, jaz ti bom pomagal, mentorje, povezal tem z ljudmi ta pravimi in od tistih ljudi iz prakse se lahko toliko več naučiš kot. Saj profesori super, ampak se mi zdi, profesori bi mogli biti iz prakse. Oni bi mogli, 4 leta v praksi, pa greš že spet za 2, 3, 4 leta na faks in že spet ponovivajo. Drugač padeš ven, zdaj se življenje toliko hitro spreminja, da tudi jaz, naprimer, si težko predstavljam, da bi zdaj šel kot svetovalec do konca življenja. Če jaz svetujem stvari, ki sem jih jaz počel 10 let nazaj, zelo vprašanje, če so še aktualne. Pa nimam novih praks in ne verjamem v ta sistem. Tako daleč si pa šel v tem uporništvu šolskem, do popravcev, do ponavljanja razreda, do ukora, kaj je bil tvoj največji antidosežek? Dobra, lepa. Do 3 popravcev v zadnjem letniku in najbolj vesel sem teh popravcev, po mojem, od vseh stvari v srednji šoli. Mal grdo rečen, mal sarkastično, ampak dejansko so privedli do tega, da nisem šel na maturo, kar me je privedlo do tega, da sem šel delati poklicni tečaj in v tistem letu sem se res lahko igral svojo idejo, ogromno delov. Takrat sem šel na študentsko delo v eno konkurenčno podjetje in če ne bilo tistega leta, mene ne bi bilo tukaj. Tako da sem res zelo vesel, da se je to zgodilo. Kakorkoli je to slabo, takrat zgledal, je bilo nekaj najboljšega, kar se mi je v življenju zgodilo. Pa verjamem konec koncev to, da tudi če se ti nekaj slabega naredi, je to na nek način usojen, da se ti naredi in glej, potegni iz tistega najboljš, kar se da. Mogoče sem eno povezavo s trenutno situacijo. Trenutno imamo v firmi kar nekaj izzivov. Mogoče ne bi zdaj točno konkretno kaj, ampak izzivi so, enkrat so večji, enkrat so manjši. Zdaj so kar taki, zanimivi. Za 4. Ajde, dajmo reči, a mogoče 3, znamo jih kar napihniti včasih, tako da 3 bo čisto ok. In samo take situacije nas pol zbrcajo, da se usedemo in rečemo, ok, zdaj se pa res nekaj moramo zmeniti, pa res nekaj naprej potisniti. Če ne bi te brce bilo v rit, pa bi spremembe zelo počasneje šle, ljudje ne bi toliko resno vzeli situacije, ampak je pa treba skupaj stopiti, pa nekaj zborbati, se pa da. Sam to moraš imeti tako naravnanost ali z lepo slovensko besedo attitude, ne? Da spremembo vzameš kot vir napredka. Ne? Kaj misliš, kako se je to v tebi razvil, da si tako kot športniki mal, ne? Bolečina je moja prijateljica. Ne? Spet vprašanje, ne? Kako začutiti svoje telo, koliko v resnica, veš, pol pride v unih, koliko v resnici si ti mogel čustev zatreti, pa sebe ne poslušati, da si toliko uspel, pa tako naprej. Ne? Jaz mislim, da vsak podjetnik ima s tem določene težave, določene izzive. Tudi moja naravnanost ni zmeri taka. Če imam slabši dan, definitivno ni taka, ampak najboljše pa, če znaš stopiti en korak nazaj, se spomniti iz preteklosti, kva smo se naučili, da največje stvari so se zgodile ob takih momentih in nekako to poistovetiti in probati kot prvo sebe zmotivirati in sebe prepričati, pa še ostale. In jaz se strinjam, da imam že s seboj ponavadi največje izzive, kaj šele z ostalimi, da bi še ostale v to prepričal, ampak če pa ekipa taka, da vsaj en drugega mal na ta način potiska naprej, pa reče, se bo, glej, tole bo super zdaj, ki zrihtamo, dajmo to razrihtati. In valjda, delaš na tem pol, da dejansko zrihtaš, drugačni haska. Ja, to, ki zatiraš v bistvu neka čustva mogoče v sebi, to definitivno privede do takih in drugačnih težav z zdravjem.
jaz sem prepričan, da je zelo malo podjetnikov, ki imajo ne vem koliko zaposlenih in če so čustveno inteligentni oziroma če jim ni vseeno za ostale, zelo malo je takih, da nimajo zdravstvenih težav za moje pojme. Vsi imajo take ali drugačne. To pač tako je, ker kdor misli, da je to just another job, se hudiče omot. Sploh politika in podobne zadeve sploh ne spoštuje dost dela, ki ga delajo podjetniki. In vsak bi mogel biti v naši koži za nekaj časa, ampak tako, odgovornost, da bi dejansko mu neka odgovornost pa posledice, če nekaj ne gre dober in bi nas podjetniki čist drugače začeli gledati. Trenutno smo pa precej slabšalno konotacijo. Jaz sem te prav razumel, da recept za to, da bi se človek pozitivno znal konstruktivno s spremembami soočati, je to po tvoje, da se spomniš svojih preteklih skal, ki so ti padle na trebuh in kako so te v bistvu pomagale izboljšati. Kako so ti pretekle spremembe pomagale se dvigant na višjo raven, ali kaj? Ja, jaz mislim, da je to ena izmed stvari, pa zmeraj tudi to, da se konec koncev vprašaš, kaj pa najslabše, kar se lahko zgodi. In ker se to vprašaš, malo počakaš, malo premisliš scenarije in na koncu vidiš, da ne bo konc sveta. Karkoli se bo naredil, boš že nekako iz tistega splavil, ker ponavadi najslabše je to, da nič ne narediš. To vprašanje meni kar velikrat pomaga. No? Dva odlična recepta in drugega tudi samo uporabljam dejansko. Se pravi, ko sem pred eno zelo veliko težko prelomnico, spremembo, izzivom, v bistvu naštudirati, kaj bi bil najslabši možen scenarij v tem. Pa pogovarjati se mogoče s človekom, ki je že šel skozi to, ki je mogoče podjetnik, ki ima že več izkušenj, pa ki ima to čustveno inteligenco, ki sta mogoče v dobrih odnosih, to tudi zelo, zelo rado pomaga. Jaz doma ne rad govorim preveč popolne zvečer še o službi, mislim, razmišljam zmeraj, ampak govorim pa ne lih rad o tem. Ampak mi pa zelo paše, če grem s kakšnim podjetnikom kdaj, pa vidim, da so oni imeli čisto iste težave, da jih imamo vsi, da to ni nič novega, ampak da bo šlo. Ko je med podjetniki večjega ranga takole, a je to, kakor si sam organiziraš najbrž, ne? Koliko se rab tega buddyinga, ne? Koliko pogosto se rabiš, ali imaš to kar kogarkoli, ali imaš še dva podjetnika, s katerimi se ful nudite vzajemno pomoč, ali tako na tej osebni ravni, kako iti čez stvari? Jaz sem iskreno dosti slab s tem, ker bi zase rekel, da sem precej bolj introvertiran, kot je ekstrovertiran, tako precej bolj. In načeloma popoldne imam rad mir, naprimer, dam tisto skozi in pol imam rad mir. Ampak pomaga pa zmeraj, če se dobim s tistimi, s katerimi vem, da, tako kot sem rekel, se klapamo, zmeraj pomaga. Žal pa nisem tega še spravil nek sistem, kar je mogoče napaka in je bilo fajn razmisliti. Prakticiram pa tudi zdaj terapije, da se še tam nekaj naučim, že spet ena stvar, ki je prevečkrat tabu, ampak je, ne vem, se mi zdi, da bi vsak mogel iti skozi kakšno tako stvar. Kaj je to bolj zakonsko ali bolj osebno? Kakšno? Ne, psihoterapija, kako se temu reče, se tako reče. Ne? Pač razčevanje svojo preteklosti, ali kaj? Je namen? Predvsem celostno nekako, da pogledam, imel sem probleme, da me v bistvu vsako zimo nekako nekaj pride, da mu reč stres čez leto in ne vem, zakaj točno po zimi udar in me začne stiskati noter v trebuhu, včasih mi je veka začela trzati, pa pokašljujem čist celo zimo. Pa še kakšni drugi simptomi, predvsem tista stvar, ki mi najbolj na živce gre, utrujenost, da ne vem, ob 11. poldne sem že čist zmozgan. In potem sem šel malo pač najprej ta greš zdravniku, pa kva je ono, tretjo, nič ne odkrijejo in pol greš naprej raziskovati in na koncu priješ itak do tega, da je vse v glavi in pol moraš glavo spraviti na pravo mesto, če hočeš. In tukaj se pogovarja malo o stvarih čist praktičnih, kaj lahko, ne vem, kako mi poteka dan, prišel do tega, da je mogoče fajn, da vse en fruštkem, da ni ta prvo obrok ob 11, da da neko energijo, voda, rekreacija, čist tiste osnovne stvari, na katerih je že ful delam v osnovi, ampak zmeraj pa lahko odkriješ še neko malenkost, jo sprobaš in pa predvsem imaš nekoga, ki ti nastavi gledalo, da se z njim pogovoriš in oni iz izkušenj pove, kaj je bilo mogoče še zatestirati. Pa vidiš že učinke tega? Na koncu je tak na tebi, da to implementiraš. Ja, določene ja, ampak je pa težko zdaj povezati, kva so posledice tega, kar sem spremenil, ali pa tako, ali pa mogoče, ne vem, je prišla pač pomlad toplejši in je zdaj boljš. Ne vem, to je zelo težko je reči. In pol pa greš še naprej od tega, da ko pridejo te negativne misli, kako z njimi delati, kako jih uničiti na nek način oziroma jih v svojo prid. Ali pa sprejeti koncev. Tako. Ker uničiti je tudi malo nevarno, ne? Da spet en del sebe uničeš. Ne?
Ja, se strinjam. Ja. Se mi zdi, da kar dobro znaš sisteme menjati v poslu, ne? Ampak ko pa pridemo do samega sebe, pa svoje navade menjati, pa tako je pa kar izziv. Kako ti tle uspe svoje navade menjati, to, kar si rekel, fruštek recimo, ali pa take stvari. Kako ti uspe te stvari v sistem spraviti, prej si dobro besedno zvezo uporabo? Jaz nikoli s seboj nisem zadovoljen, da bi rekel, to mi top gre, tako da nikoli si ne bom 5 dal, ali pa zelo, zelo redko. Tako da tudi tukaj bi rekel, da mi kar dobro gre, ampak je še ogromno lufta. Se mi zdi pa, da sem tisti človek, ki ima rad popredalčkan, ampak ne zdaj popredalčkan, da bo zaskoz popredalčkan isto, ampak da spraviš v sistem in ga izboljšuješ, konstantno izboljšuješ. In konstantno gledaš, kako boš optimiziral svoj čas, svojo energijo, vse, od banalnih stvari, da se ne ukvarjaš z oblačili preveč, kva boš jedel za frušk in tako dalje. Te stvari imam rad čim bolj, da mi ni treba zgubljati energije pa brain powerja za take malenkosti. Kire pa so tiste, ki rad zgubljaš energijo v njih, recimo kaj, otrok, hčerka ali Se trudim, tudi tukaj imam še ogromno lufta, ona mi predvsem mogoče, včasih jemlje energijo, predvsem pa daje, tako da sem ful vesel, da se je to zgodilo. A veš, kaj mislim, ne? Določene stvari imamo radi v rutini, ne? Ampak kakšne pa prav radi, recimo jaz zaenkrat tale podcast, čeprav bi to lahko outsourcel, še rad sam zmontiram. Ne? Kljub temu, da imam veliko stvari za delati, tole si pač pol noči vzamem pa naredim. Ne? Razumem. Ja, mogoče bi rekel, to, kar se meni absolutno, pa ta inovativnost, neke nove ideje, strateške, vizija podjetja, to so pa stvari, katerih absolutno ne moreš spraviti v strukturo ali pa tako, da bi bile skozi enake, ampak je treba v njih več čas razmišljati, jih izboljševati. To mi pa daje energijo, definitivno. Ko so govorila, kako sebe spraviti na boljšo verzijo, ne, v boljšo rutino, pol je pa to še pri podjetju. Ne. Jaz sem enkrat zelo zanimive stvari poslušal o tem, da vodja podjetja, recimo 0 do 10 zaposlenih, je čist drug tip vodje kot pol pri 50 ali pa pol seveda pri 500. Ne. In da se zelo pogosto pri startupih zgodi, da pač founder gre, zato ker ne sfolga več te nove organizacijske kulture, ki jo je enostavno preveliko večje število ljudi prineslo. Ne. Ti si zdaj do 70-ke zdržal, ne, in v čem je fora, kako da si v vseh različnih organizacijskih kulturah tvojega podjetja uspel biti ta prav Miha? Zmeri bilo bi še boljši, to prvo, nisem bil nikoli tako absolutno zadovoljen in bi lahko še vse naredil ful hitrejš pa ful boljš. Ampak moja ideja je že v osnovi na začetku bila, da čim več stvari dajem naprej. Jaz sem podjetnik, jaz nisem operativc v smislu, da bi bil zadovoljen, zdaj pa nekje na enem mestu delal to celo življenje, to si sploh ne predstavljam. Moja strast je graditi, postavljati strukturo, procese in ljudi okrog tega. Se pravi, brez ljudi pa tudi če imaš nekako dobre procese, strukturo, ti nič ne bo pomagal. Ja, graditi. Se pravi, ti škatlico zgradiš, se z njo ukvarjaš in pol greš ven iz nje. Tako. Jaz iščem ljudi, ki bojo delali boljš to, kar jaz delam. Se pravi, eno funkcijo, kjer jo jaz delam, ampak iščem nekoga, ki jo bo boljš izvajal in samo tisto funkcijo in se tam posvetil tistemu delu. Pa je ta funkcija vnaprej predpisana ali jo človek definira? Naprimer, da pride Jože, ki je pa ful dober v tem in pol bo podjetje več tega delali zaradi Jožeta. Žal je še kontra, da iščemo ljudi, ki so prišli zaradi že definirane funkcije. Okay. Ampak to bi bil sigurno en izmed mojih ciljev, želja, da dobimo talente, v katerih prepoznamo nek potencial in okrog njih zgradimo nekaj. To je pa mogoče nek naslednji korak, ki upam, da ga bomo izvedli. Ker zanimivo, ker jaz pa tako opažam pri sebi, da tako delam veliko. A veš, težko bom človeka toliko v sistem vrgel in utiral, da bo glih tist, kar smo si mi zamislili, on dober delo. Ok, rabaš zelo dobre sisteme, kako najdeš ta prave ljudi mogoče. No? Ja. Zelo težko mi je bilo do zdaj vedno najdeti ljudi za točno določen job description. Velikokrat sem prepoznal talent, pa pol rekel, bomo že job description malo prilagodili. Ne? To tudi mi delamo, ampak mogoče sem šel zdaj ekstrem, da bi eno osebo, ki smo jo dobili za X razpis, jo pol damo na čist novo, v bistvu, da kreiramo novo delovno mesto prav za to osebo. To mogoče, ta ekstrem. Drugač pa tudi mi zelo prilagajamo glede na to, kakšen tip človeka dobimo, če vidimo, da določen segment da ne dela. Mislim, da mu ni blizu in ni blizu, probamo to prilagoditi pa ali dati enemu drugemu ali ne vem, neki. No.
A ti mi hočeš reči, da se organizacijska kultura sploh ni, torej položaj voditelja, se sploh ni tako bistveno spremenil, ker si pač skozi, kadar si novo škatlico zrihtu, pa jo poslal naprej in je pa skoraj isto voditi, 5 ali pa 70 ljudi. Ali, vem, da najbrž ni čist stres, ampak malo te provociram. Ne, ampak jaz se strinjam s tem. Zdaj je valjda večja odgovornost, precej večja odgovornost, precej boljša, širša slika moraš imeti. Žal nimaš direktnega vpliva na večino stvari, ne moreš delati 1 na 1 oziroma zelo malo, lahko delaš 1 na 1, se pravi govorim 1 na 1 z vsemi, ampak samo z vodi, pa s tistimi, kjer res misliš, da rabijo pomoč, pa da lahko pomagaš. Tako se spremenijo stvari, ampak generalno ne bi rekel, da je bistveno drugače. Predvsem moraš znati spuščati, to je ta glavna formula. Ampak recimo iskanje strank, domnevam, da si jih iskal zelo dolg časa, a zdaj jih še iščeš, greš do ta velikih strank osebno? Ne, že dolg časa ne. Pridej do mene, naprimer velikrat ali prek LinkedIn ali prek povpraševanja oziroma do nas in polih, če pride direktno do mene, usmerim naprej do prodaje in oni naredijo to, kar najbolj znajo. Se pravi, nisi ti tisti džomba, ki posle išče za firmo? Ne, jaz mislim, da prej, ki se tega nekako po domač pojen losaš, boljše je zaradi tega, ker ne moreš na dolgi rok tega vzdrževati. Pa konec koncev jaz sem hotel, jaz hočem, da saj na enem delu, da ljudje poznajo OptiWeb, ne mene kot Miha Lautar. Se pravi, ko nekdo se spomne, bomo naredili, digitalno strategijo, da se spomne OptiWeb. Ne samo Miha Lautar. In tukaj je tista, jaz delam ogromno na tem osebni znamki, ampak vsem pa hočem tudi OptiWebsko blagovno skozi osebno znamko furati naprej. Velikrat se pa zgodi, da je firma, je ni na nek način, ni blagovne znamke, ampak je osebna znamka in to je to. Sploh neki obrtniki so klasičen primer tega, ko se ljudje spomnijo, streha, ok, bom poklical sosedovega Milana. In to na dolgi rok je zelo težko, ne moreš zrast. Milan ni skalabilen, ne? Ni skalabilen, Milan je eden. Ja. In to ne gre na dolgi rok. Ampak za Milana je pa dober, ne? Ja, načeloma, če hoče pasiven prihodek, pa da ni treba njemu delati, oziroma če gre na bolniško, da bo še zmeraj zadeva delala, on ni najboljši. Ampak kaj je tebe pravzaprav gnal do te 70-ke? Konec koncev ti ne bi bilo treba, ne? Ker tudi ni neki, da bi rekel, več dobrega bomo naredili, večjim ljudem bomo pomagali, ne, ker nisi humanitarc, ne. A več denarja bomo imeli, če bomo večji, ali kaj? Kaj te je gnal do te 70-ke? Mogoče tudi vsega pomal, ampak predvsem pa novi izzivi, pa to, da se zmeri dogaja več stvari, da smo večji, bolj prepoznavni, pa na nek način tudi moč konec konca. Jaz mislim, da kdor ne reče, da ga tudi moč na nek način žene naprej, oziroma da se izkaže mogoče, da pokaže, pa moč je zmeri se mi zdi en del tega, no, bi se zlagal. Tako da jaz mislim, da ogromno nekih dejavnikov, predvsem pa tudi to, da ne morem biti primeren, da enostavno jaz sem tukaj zato, da brcam, da nekaj delam in se ne počutim, če ne bi mu nekaj zadelati, bi se mi hitro začel mešati, pa res bi me stres po mojem pojedel. Tako da tako tudi sebi na nek način in pomagam in ne pomagam. Dobar, ampak to bi lahko naredil tudi tako, da bi pač šel nekaj čist novega delati, ne? Tako kot Jugoslav Petković od mimo vrste, kaj šel požgane pijače prodajati, ne? Ja. A veš, to ne bi bilo treba, da bi OptiWeb pumpil do 200, ne? Ja, se ni nujno, da tega ne bomo naredili, ampak v sklopu OptiWeba. Kako si pa navezan na podjetje, dejansko ti ga ne bi prodal, zapustil, ali kaj, te prav razumem? Jaz ga ne bi zapustil ali pa prodal zaradi tega, ker imam večje plane z njim. Nisem pa čustveno navezan, da bi rekel, to je moj baby in to bom jaz do konca fural, tudi če gre vse skupaj v maloro in bom na drobižu delal. Daleč od tega. Ampak ja, vidim pa OptiWeb kot pomoč, odskočno desko do neke še precej večje zgodbe. In bi rad to uporabil, ker tako, kot sem prej rekel, imamo ogromno uporabnih znanj znotri. Zdaj samo vprašanje, kako bomo to znali izkoristiti in ob tej priložnosti bi tudi vse povabil na vizija.optiweb.com, da si pogledajo, kam sploh ciljamo. Je težko mogoče takole razložiti, ampak ja, naš plan je še precej večji. Kolega, ko sem mu povedal, da bom imel tebe, je rekel, da
enkrat ti je pisal, da ga zanima in da si ga par let potem poklical, da zdaj pa imate pozicijo za njega in da sam pol je on že šel v druge, oziroma ima lastno podjetje, ne? Ampak mi je bilo zanimivo, ja, ko si rekel povabo, ne? Kako angažiraš ljudi, ne? Oziroma kako držiš ta podatek v neki glavi ali bazi do takrat, ko pride prav, ne? Sistem. Brez sistema ne bi šlo. Jaz nič ne držim skoraj v svoji glavi. Trudim se povezati neke signale, to zmeraj, ampak toliko jih postane, da je to zelo težko. In če imaš pa sisteme, če imaš bazo odzad, ki to namesto tebe dela, je pa precej lažje. Tako da ta osebna mreža, ki jo imaš, je nekaj najbolj urednega. Naprimer, če bi mogel izpostaviti, zakaj, naprimer, tudi nam tako dobro gre, pa zakaj, kje je moja največja dodana vrednost v OptiWebu, je lih ta osebna znamka plus vse povezave, ki jih imam jaz. Kadarkoli rabimo enega, imam že neko povezavo, da prijem do njega. Res, skoraj zmeraj se nekaj najde. LinkedIn na dveh nogah, si praviš. Dejansko. In mislim, tega ne moreš dati v številke, koliko je to vredno, ampak. Glih to sem te hotel vprašati, kaj je tvoja supermoč, ne? V vsakem podjetju se pol razdelijo, da vsak dela svojo supermoč, drugače tak ne preživiš, ne? Kaj je tista tvoja, kaj te kontakti, povezave, se pravi si ful na telefonu, ful iščeš, koga poznaš, ali kaj? Zaposleni do tebe prihajajo, lej, tle imam ta izziv, a mi lahko nekoga najdeš, ali kaj je tista tvoja supermoč? Ali to, da si dober motivator, ali to, da kaj? Motivator ne, tukaj sem slab, to moram priznati, to na tem moram delati, oziroma ni nekako to v moji krvi mogoče, saj kar se interno tiče za moje pojme. Jaz bi rekel, ja, to, kar si omenil, kar sem že prej rekel, no, to definitivno. Moja supermoč je tudi to, da res iskreno rad pomagam drugim. Ne vem, jaz sem ogromno predavanj, ogromno takole podcastov in zmeri probam dati neko dodano vrednost, to ljudje cenijo. In takrat, ko bojo pa oni, mogoče se spomnim, da lahko tudi oni, ne vem, ali meni pomagajo, ali pa da je videli, ne vem, da rabijo neko našo storitev, bojo pa prišli do nas. In tudi, ko jaz iščem ljudi, se ogromkrat zgodi, da rečejo, ja, se jeste pa tam poznal, sem te poslušal in so takoj bolj dovzetni za pogovor. To je neprecenljivo, čist. Kar je edini minus tega je, da to je v Sloveniji in mi pa radi šli globalno, tako da tukaj pa moramo pa še čisto novo zgodbo odpirati. Pa si že kaj probal tudi izven meja? Organsko smo nekaj dobili, ampak da bi pa se prav trudili, pa še nič praktično nismo na tem delali, ker je tudi, kar se Slovenije tiče, belke ne vse prišlo do nas. Vedno pa pride po gorečem grmu tudi obdobje puščave, ne? Pri Mojzesu je bilo 40 let in to je glih ena delovna doba, ne? Se pravi, lahko celo svojo podjetniško pot konc koncev gledaš kot pot od puščave do puščave, ne? Če greš skozi teh 13 let, pa našteješ nekaj ta glavnih puščav in izzivov, ali v tvoji glavi osebno, ali da ste bili tik pred zaprtjem, ali da se je nek crash zgodil tak velik, ali karkoli bi znal par teh puščav podeliti. Ne, definitivno ni težko, je pa res, da kar je ful dobro, da si jaz precej raje zapolnim, mogoče, mislim, da te slabe stvari mi kar hitro izginejo, moram reči, no. Da ni tako, da bi se z njimi obremenjeval preveč. Jih je bilo pa res ogromno. Ogromno jih je bilo povezanih z ljudmi, da nismo najdli ta pravih ljudi ali pa da je mogoče, ne vem, včasih si imel dosti frustracije s tem, da se nisem upal zaposlovati mogoče nekih starejših od mene, takrat, ko sem bil, ne vem, do 23-24 star in posledično nismo dobili izkušenih ljudi, naprimer, to je bilo težko čez to iti, zelo težko. Imeli smo tudi en večji udor na eno izmed trgovin od strank, kjer je praktično cela firma na nitki vesela, a bo zdaj to, ki je bila taka ogromna štala in takrat so bili, ja, bilo bila malo puščava, tisto nas je res dobro pretresli in smo se s tega ogromno naučili. Kaj ste pol neke sisteme varnosti izboljšali, ali kaj? Ja, tako ja, pa zavarovanje smo vzeli kibernetsko, ja, res marsikaj smo se iz tistega tako ali pa drugače naučili, pa ratali trdnejši, pa debelejši kožo dobili do takih zadev. Finančno pa, ja, mislim, finančno tudi moram reči, da nikoli nisem rabil kaj velik. Pa srečo sem imel tudi, da sem jim doma, da sem imel dolg časa dom, da praktično nikoli življenja mi ni bilo treba najemnine plačevati, tudi zdaj ne, ker sem dobil tako partnerko, da so lahko skupaj pri njej. To so res vesel, da se mi ni bilo treba finančno zase preveč obremenjevati tekom moje kariere, ker dejstvo pa je, da si nisem nikoli izplačal nekih plač, zaradi katerih
bi jaz to bogatel daleč od tega. Mislim, res daleč od tega. Že spet ta percepcija, podjetnik, velik denarja. Zanimivi teli izzivi oziroma puščave, omenil si nekompatibilnost z ljudmi, te so vedno težke, ker vsakič, ko kdo gre, se ti kar en del firme odtrga, da bi pri živem telesu trgu meso. Potem si omenil tole kibernetsko varnost, tukaj sploh mi ni jasen, a to v Sloveniji obstaja kakšen tak produkt strani zavarovalnic, ali to moraš v tujini, ali kaj? Tujina ima. Nekaj ima sicer tudi, mislim, da je Triglav, ampak to vse pri tujih zavarovalnicah so belke neposredniki, po mojem. No. Ampak ne, tuje zavarovalnice, še tam je težko dobiti. Še tega bo skozi več, ne? Tudi. Skozi več in skozi težji bo dobiti, oziroma skozi dražji bo. Tako da to bo kar izziv. Tudi zdaj s to ukrajinsko krizo, pa to ne? Absolutno. Tudi naprimer na delniških trgih se vidi, kako so te prosperirale konec določene kibernetske podjetja. Kaj pa to s temi ljudmi, kako handlaš to, ko nekdo, ki je res velik del firme, gre? Če imaš dobre sisteme postavljene, lahko drug hiter vskoč noter, ali vse en to boli, pa je en padec? Absolutno boli. Boli ne samo zaradi tega, ker gre nek znanje, ampak tudi zaradi tega, ker to pri nas zmeraj sodelavce toliko zaboli. Ljudje mislijo, da bo razpadla firma zaradi tega, ampak jaz sem pa vseeno toliko tega dal že skozi, da vem, da se bo postavil, da bomo nazaj zrihtali stvari in da bomo pač naprej brcali. Absolutno bo pa nek obdobje, ki bo težak in bo treba pregurati skozi tisto. Tako da je več nekih izzivov, ki pridejo s tem, ampak to je nova realnost. Manj tega ne bo, še neki cajta ne. Ko bo, pomeni, da bo prišla že kakšna kriza in takrat bo ljudje več stabilnosti iskali, pa ne bo toliko na trgu headhuntinga in vsega in should be fun. Ravno, ko si začel govoriti o teh sodelavcih, kako jih zaboli, pa to je zanimivo vprašanje tudi vaše organizacijske kulture. Ti zelo velikrat, na nek način bom kar direkten, se zelo velikrat pohvališ z vašo organizacijsko kulturo, ampak najbrž ni univerzalna, ampak je za določen tip ljudi dobra, za kakšen tip ljudi pa mogoče tudi ni. Celo bom še toliko iskren, sem že govoril z enim par let nazaj celo, kaj je rekel, tam pa jaz ne bi delal, sem ful drugačen tip. Ja. Kašna je, za koga ni, kaj so njene glavne vrednote, glavna pravila? Jaz mislim, da je težko mogoče celo to dati na papir, ampak je treba, ali se začutiš, ali se ne. Se pa absolutno strinjam, da ni za vsazga. Tudi nočemo koncu nekih, je izraz brilliant jerkov, ki bi v bistvu prišli pa bili res hudi, ampak bi bili soloti in bi razdirali ekipo. Mi hočemo team playerje, tiste, ki ne bojo znanja skrivali, ampak ga bojo radi delili okrog med druge ljudi. Predvsem pa tudi, da je človek pripravljen sprejemati, dajati feedback, pa tudi zdaj koncu določene tega mogoče nimajo toliko, ampak so pa na drugih področjih mogoče toliko boljši. Ampak, tako kot sem rekel, ni univerzalnega recepta. Prideš, se pogovoriš, vidiš in mi isto. Ampak v čem bi rekel, da ste specifični kot kultura? Imate, večje število team buildingov kot drugi, imate copate, ki jih drugi nimajo, to so najbrž postranske stvari, ampak kaj bi recimo to imajo že vsi. Čisto iskreno, jaz mislim, da nismo nič kaj posebni. Kar jaz lahko obljubim in zagotovim je to, da vodstvo ima res ljudi v prvem planu. Zdaj, mi se res trudimo, da karkoli delamo, da so tudi ljudje da so ljudje v tem razmisleku, kaj se bo zaradi tega pa tega naredili z ljudmi. To pa res. Kar pomeni tudi včasih, da se razume nekoga odpustiti. Zaradi tega, ker to pomeni, da bo bolj za ostale v ekipi. 9 ostalih. Naprimer. Čisto tak mogoče primer v drugo skrajnost. Tudi ko govorimo o financah, da moramo, več karikiram bila balur, nekaj. To delamo zaradi tega, da bo firma zrasla in da bo tudi ljudje koncu lahko imeli boljšo plačo, boljšo nagrado na koncu letu. To je vse povezan. Je pa res, da je včasih to težko tako predstaviti, da bo ljudje res tako vzeli in da ne bo mi še mogoče kot napadal, pa zdaj pa že spet Miha hoče novega starodobnika, novo investicijo narediti. Se to kaže morda tudi v skrbi, če nekdo je, na dolgotrajni bolniški ali pa niste najbrž socialna ustanova, Je to bolj mišljeno tisto, da ima v skupno dobro, da bo... Zmeraj preskočimo na pomoč, naprimer nekdo ima težave doma, da mu damo izreden dopust ali pa kaj takega, če res vidimo, da je nekdo v stiski. Koncu tudi kredit smo že posodili, če smo videli, da nekdo ni mu... Plano trudno se bili človeški. Ta prvo pogledati njegovo situacijo, njeno situacijo in se odločiti, kaj pa zdaj narediti. In ne z glavo,
skozi, da bomo pa odpustili enega zaradi tega, ker je en teden preveč na bolniški bil. Ko si govoril o svoji sigurnosti, pa tudi o drugih, ki pa rabijo malo več varnosti, ne? Kako ti gledaš na to, da drugi dobijo neko varnost, ti pa ne? To zlahka pogledaš, ali se ti kdaj stoži po takem mirnem življenju, ali to si pač itak ti, pa veš, da so drugi drugačni, ali kako gledaš na to svojo voditeljsko vlogo kot tistega, ki mora malo več tvegati? Lahko bi, če ne bi rekel, da včasih se mi potož po temu in bi z največjim veseljem zamenil za en mesec klasične službe. Res bi. Verjamem pa tudi, da po temu enemu mesecu bi z veseljem prišel nazaj. Zaradi tega, ker so mi vseeno te izzivi nekaj najboljšega v življenju in to hočem delati. Ja, na drugi strani si pa velikrat rečem, da za svojo varnost kot tako premalo poskrbim, to je zdaj tudi nekaj na tem delam, ampak ne zaenkrat ostane še skrivnostno. Je pa nekaj, kar je povezano z neko večjo zgodbo. Jaz sej najbrž si zdaj tudi v tem obdobju, kot 33-letnik, prihajaš iz mladosti v srednjo generacijo in je se neke prioritete počas šiftajo, ne? Ja, se strinjam. Če bi bila kriza, jaz bi zase že poskrbel tako ali pa drugače. To me res ne skrbi niti malo. Bi naredil par potez in je to. Kako pa na to tvoje novo življenjsko obdobje vpliva naraščaj? Hčerka, kako je ime, ne vem tega? Mila. Ja, včasih ima slabo vest, ker sem premalo doma. Klasičen podjetnik. Kako je spremenila mogoče tudi tvoje poglede na svet? Ali je kaj spremenila, ali je to pač poslovni del se ni kaj dosti spremenil zaradi nove življenjske vloge? Mogoče bi celo rekel, da se ni tako bistveno. Zmeri se veselim, da prijem domov, res se zmeraj. In doma sem jaz tudi otrok zraven in sem imel res vrhunsko in ne bi nikoli tega zamenjal. Je pa odgovornost oziroma še nek dodatno delo in ja, še manj časa zase predvsem, že prej ga ni bilo, zdaj ga je pa res še manj, tako da tukaj imam še ogromne izzive, kako nekako to zbalansirati. Zdaj bi bilo zaključno vprašanje še o tem, kaj sanjaš, kaj je tvoja obljubljena dežela, če ostanem pri gorečegrmovski metafori, zdaj rekel si sicer že, da naj pogledamo na vizija.optiveb, .si, ampak vseeno, če mogoče en delček podeliš, kaj je tista stvar, ki bi jo rad svetu podaril, tista tvoja dediščina, ki bi jo rad zapustil? Predvsem mogoče to, da ko nekdo pomisle name, da ima v mislih neko dobro zgodbo, da se me ljudje spomnijo, da je nekaj naredil, ne samo zase, ampak tudi za družbo. Rad bi izstopil iz tistega klasičnega, grdo rečen delavskega razreda. Ja, rad bi ustvaril neko zgodbo, nekaj, kar je mogoče več od mene. Vem, da je to težko, pa mogoče ne bo uspel, ampak se bom pa trudil, da prijem čim dlje. Hvala ti za ta pogovor. Zelo zanimiv je govoriti s človekom, ki skrbi na nek način za dnevni kruh, ki je na čelu tega, da kruh služi 70 ljudi. Velika odgovornost, res ti hvala za to, da si eden od gradnik, s tem tudi slovenske države, s tem, da imamo vsi boljše okolje. Mi je bilo častno. Hvala, Matej. Pa ob tem bi še dodal, da vsak lahko začne, vsak lahko nekaj naredi, sam tisti, ki hoče. Hvala. Hvala tebi.